Lepo. Posebej zate z vami. Hvala. Dobrodošel na kavi. Ni dolgo nazaj, oziroma ob obletnici odhoda zadnjega vojaka iz Slovenije je izšla tvoja knjiga Potne listine na ozemlju Jugoslavije. Točno. Lepo zgleda in dosti jo je. Ja, je precej zajetna knjiga, v bistvu je to tretji del, finalni del obravnave potnih listin področja, jugoslovanskega področja, in sicer to od kraljevine SHS je bila prva knjiga, partizanske dovolilnice in potne listine je bila druga knjiga in to je pa tretja knjiga te trilogije. In je obsežno zadevo, nihče se ga še ni lotil, to sva ženo skupaj naredila in zanimivo je, ker je noter cela kopica listin, tudi diplomatski potni list od maršala Tita in take pomembne listine. No pa vidim, da ti je tudi aktualni predsednik države napisal posvetilo. Ja, mi je napisal, ampak posvetilo je napisal tukaj. Tamle, ja. Znancu piše. Mojemu znancu. Mislim, malo čudna formulacija, ker vedno je govoril, da so prijatelji, zdaj pa dobim tukaj v uvodniku knjigo, pa da sem znanca. Ampak to je verjetno zahteva njegovega kabineta. Tako. Dober dan. Fino, hvala lepa. Fino, pa še čokoladka. Ja. Super. Hvala, Nikola. Hvala. No, in je kabinet se je verjetno vpletel noter, da se ne sme kazati z Jelinčičem, da on ne sme biti njegov prijatelj, ne vem za koga, ker imam tudi prepoved objave v raznih medijih in tako naprej. Je pa zanimivo, da so mi takrat, ko je bil Putin v Sloveniji, so ruska stran je zahtevala, da sem jaz tudi na kapelci, na kosilu in na večerji. In si bil? Ne, nisem bil, ker so mi kasneje povedali Rusi, da je prišlo iz kabineta predsednika Republike Pahorja, da me ne sme biti tam. Zelo zanimivo, jaz sem sicer Pahorju poslal neke SMS-je, pa sem mu rekel, rekel, dobro ti to prepoveduješ, pa je rekel, da ni vedel, da ni nič vedel, da je to v kabinetu, da noben ne ve, kdo je to rekel, ne. Jaz sem rekel, pa si ti predsednik, ne, pa on rekel, ja, dobro jutro, ne. Skratka, zgleda ga, da ga tudi tam vlečejo za nos. Ampak, Zmago, letos je leto predsedniških volitev, ne? Ti si že kandidiral in kaj, boš naskočil tudi letos? Ja, zelo možno je, ne, čeprav je problem pri Pahorju, ne, jaz sigurno ne bom tako dober smetar, kot je bil on, in ne bom mogel pasjih zavetišč tako dobro obrati pasjih iztrebkov, kakor jih je Pahor. On je na tem področju genialc, kakor vidim, in najboljši takšen v Sloveniji je potem pač najboljši. Res pa je, da v predsedniških volitvah druge po svetu česa takega nimamo in mene to malo žalosti, da se tako sprofanizira nivo predsednika države, da tako malo pomeni, da je najbolj pomembno, hvala, da je bilo že 63 takih akcij, ko je pobiral smeti, kosil, bil dimnikar in tako naprej. A ne bilo boljš, predsednik bi moral biti predsednik ves čas in na tem graditi... Državnik. Državnik, tako, in na tem graditi svojo pozicijo in vse skupaj, ne pa, da se... Ja, ampak glej, javnomnenjske raziskave kažejo, da je on vodilni. A to pomeni, da sploh ni možnosti, da bi lahko kdo drug zasedel predsedniški stolček? Ja, pregovor pravi, da vsak narod ima takega vodjo, kot ga zasluži. To je zelo žalosten pregovor, ker se človek pol vpraša, a smo res na nivoju nekih čistilcev, smetarjev in podobnega. Jaz sem prepričan, da Slovenci nismo na tem nivoju, da smo precej više. Žal je pa to problem, da nam ti, ki so precej više, bežijo iz države in zapuščajo Slovenijo. Razni naši politični veljaki in ta naša butasta vlada nam pa noter vozi migrante, ki jih bo zamenjala. In tisti Slovenci, te dobri, ki bojo šli ven, bojo prišli noter te migranti, ki ne bojo hoteli delati, ki bojo posiljevali, ki bojo kradli in tako naprej. In tudi ubijali. To se je že dogajalo v Sloveniji, pa to vlada skriva, ampak to je naša prihodnost. Če se dotakneva aktualnih dogodkov, slovenski teran.
Vem, da je to tvoje področje, ampak ja. Takole, ne, tukaj ta zadeva je večplastna. Konec koncev, teran je lahko tudi v Istri, kajti Istra je slovenska, Istra nikoli ni bila hrvaška. To je trenutno okupirano slovensko ozemlje. To so nam komunisti, slovenski komunisti so to dali hrvaškim komunistom, verjetno v zahvalo, ker so bili v drugi svetovni vojni na strani Hitlerja in so bili ustaši in so klali slovenski narod, tudi slovenski narod. Je to obdobje gospoda Bakariča? To je bilo že v času druge svetovne vojne. Nekaj se je tam dogajalo. Se je, ampak že v času druge svetovne vojne leta 1943 so Hrvatje falsificirali neke dokumente in ko je bil zbor slovenskega naroda predstavnikov v Kočevju, so tam rekli slovenska Istra, ampak oni so mislili, celotna Istra je slovenska. Hrvatje so pa potem čez nekaj dni falsificirali in so rekli, da so oni že 14 dni nazaj rekli, da je to pravzaprav hrvaška Istra in da mora biti tam neka črta. Največje prasice so bili slovenski politiki, ki so pokleknili, pokimali. Tako smo zgubili tudi Štrigovo, tako smo zgubili celo vrsto ozemelj gor tamle v Prekmurju. In tako bomo zdaj, glede na kakšne bedake imamo, zgubili tudi še tisto malo morja, ki nam ga bojo Hrvatje vzeli v Piranskem zalivu. Na Teran se rima Piran, ne? Ja, in verjetno bo ista zgodba, ne? Ja. Ampak če ostaneva pri tem Teranu, ne? Ja, Hrvatje en dreg briga, kaj reče Evropska unija. Edini hlapci Evrope, v celi Evropi smo Slovenci. Vsi ostali imajo razne variante, se ne držijo tega, se ne držijo onega. Mi se držimo tistega, kar Evropa šele pomisli, pa mi že naredimo. To je poden od vlade, to je klečeplazenje, to je izdajalstvo. In kaj bo v tem s to Evropo, recimo, ratalo? Evropa gre k hudiču. Zdaj, par dni nazaj je imel Donald Trump en obširen intervju v britanskih časnikih in je lepo rekel. Prvič je rekel, da je Merkelca butasta s to svojo varianto, kako migrante vlači noter, da je pravilno, da so šli Britanci ven z Brexitom. To je isto, kot govorim jaz tudi že ves cajt. In v nekaj letih, 15 letih Evrope, takšne Evropske unije ne bo več. Jaz sem za Evropo, absolutno, nisem pa za Evropsko unijo. Da mi bo en pjani financar, šef Evropske unije, skakal po glavi, nek Juncker, ki je pravzaprav največji goljuf v Evropi. On je goljufal za Luksemburg pri davkariji, pri davkih. In bo on določal, kaj jaz v Sloveniji smem in česa ne smem. Imamo pa seveda naše inštitucije, ki se pa podrejajo takole. In če bo kaj razpadalo in ko bo Evropska unija razpadla, zadnja država v Evropski uniji bo Slovenija, ker se ne bo noben upal ven skočiti. Razen, če bom jaz v parlamentu in upam, da pridem nazaj, ker to je rešitev za slovenski narod. O tem se bova še pogovarjala, ampak rekel si, da taka, kot je zdaj Evropska unija, ne bo več. Kakšna bo torej? Evropska unija mora biti Evropa narodov, ne pa Evropa birokratov in birokracije. V Evropskem parlamentu je okrog 36 000 gospodov in gospa, ki sedijo tam, se čohajo po riti ali pa po mednožju in govorijo, kaj je primerno in kaj ni primerno. Tako da, če pogledaš tam eno lepo žensko, to ni primerno. Če pa enega dečka potrepljaš po riti, je pa to zelo lepo. Mislim, poden od podna in taki ljudje nam furejo vse skupaj. Hvala Bogu, da je zmagal Trump. In na drugi strani hvala Bogu, da imamo Putina. Ker te dva človeka bosta uravnotežila svet, umirila tisti sirski kotu in če bi zmagala Clintonca, bi imeli že vojno v Ukrajini. Konec koncev, kaj dela Obama, zadnje vzdihljaje svojega vladanja še pošilja razne tankovske enote na mejo z Rusijo. Pa on je bedak. In zanimivo, ne, če jaz rad berem stare zadeve, ne, in če bereš Wyatt Earp pa v njegov zobozdravnik, tisti strelc, tam noter ona dva sta se borila proti Clintonovi bandi. Tam not je omenjeno.
A ni hecno, kako se zgodovina ponavlja? Popijeva malo kavice in nadaljujeva po odmoru. Velja? Tako. Govorili smo o Trumpu prej, ker je to aktualno, te dni se je ustoličil. Ja. Kaj ti misliš tako, čisto osebno o novem ameriškem predsedniku? Jaz sem ga ves čas podpiral. To, kar smo poslušali pri nas v Sloveniji, se pravi, je Trump totalen, bi rekli v angleščini mistake, napaka. Ja, seveda. Namreč Clintonova in njeni prijatelji z Sorosom na glavo, na čelu in pa ves tist finančni lobby, ki je hotel še naprej ropati cel svet in ga uničevati z vojnami in v vojnah služiti, je zdaj propadel. To je zdaj padlo v vodo. Clintonova je dobila strahovito klofuto, tako, ker je strahovito klofuto dobil cel zahodni svet, zaradi tega, ker je šel v totalno dekadenco. Mislim, ne morajo ene minorne, deviantne skupine voditi držav. Ne morajo vsiljevati v parlamente določene zadeve, določene zakone, zaradi tega, ker hočejo se postaviti nad vse ostale. In to ni demokracija. To ni demokracija, to je vlada manjšine nad večino. In to se vidi v našem parlamentu. To je grozljivo, kar se dogaja. Ampak tako kot se je poročalo o Trumpu, in potem tak preobrat, kar naenkrat se je zgodil. Logično, ljudje v Ameriki niso bedaki. Jaz se bojim, da naši volivci so bedaki in da bodo zopet volili, zopet isti sistem, zopet iste ljudi in zopet bojo nasankani. In če pogledamo danes ljudi okrog, je strahotna apatija. Zakaj? Zaradi silnih razočaranj. Praktično jih vlečejo za nos od leta 92 naprej. Takrat, ko sem bil jaz noter, sem poskušal vsaj povedati, kaj je svinjarija in katera svinjarija. In jih ni bilo toliko kot danes. Pa so me seveda spravili ven, pa da nam govoril o tem, da ne bo zgledal, kakor da cvilem. To je malo takole čez ramo, temu bi kakšen bi rekel, jaz ne bom rekel, kakšen bi rekel, pa Kurcija gleda, ampak jaz tega ne bom rekel. In edina rešitev je, da pridem nazaj noter, da se vzpostavi neka ravnotežja med tako imenovanimi levimi in tako imenovanimi desnimi. Kajti zdaj je to vse prepleteno. Zakaj tako imenovanimi? To se tako vprašati, tako imenovanimi. Kaj, pol ni prave levice, ni prave desnice? Ne, nimamo ne enih, ne drugih, vsi so zrasli iz istega legla. In pri nas se sprašujemo, levi naj bi bili tisti, ki zastopajo partizane, desni naj bi bili tisti, ki zastopajo recimo Belo gardo ali pa kaj. To ni evropska delitev. To ni delitev demokratičnega sveta. Demokratični svet ve, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni in tukaj ni vprašanja. Od tam naprej se pa delijo levi, ki so bolj za socialo in desni, ki so bolj za kapital. Tukaj so delitve. Pri nas teh delitev ni. Mi smo še zmeri na spodnjem nivoju, ker se kregamo, kdo je bil in nekateri hočejo spreminjati zgodovinska dejstva. Jih ne morajo in jih ne bojo, ker v svetu to ne bo zagrablo. Zagrablo je na Hrvaškem, ker na Hrvaškem ta ustaška gibanja strahovito napredujejo. Naši bedaki jih pa suportirajo. Vzemiva primer te Barbarinega rova. V Barbarinovem rovu so po navedbah zgodovinarjev so noter tisti, ki so bili ubijalci v Jasenovcu in njihove familije. In zato so bili vsi slečeni in samo en prstan so našli, ki ga je nekdo dal pod jezik. To je, v bistvu je to tista
enota in tista okolica in tisti ljudje in tista žlahta njihova, ki so suportirala te ustaške zločine. In seveda to bi morali pietetno odpeljati na Hrvaško, reči, gospodje, to so vaši ljudje, vaši so jih pobili, tam je una dalmatinska brigada pod komando, kakor se mi zdi Savke Dapčević-Kučar pobijala in to je to, imejte jih tukaj. Ne, pri nas gre visok predstavnik Rimokatoliške cerkve Mašo pet tja dol in naš ljubi predsednik Pahor se tam v prvi vrsti slini, ko se opeva hrvaške klavce. Ni pa šel niti predstavnik Rimokatoliške cerkve v Jasenovac, da bi tam Mašo imel za 80 slovenskih duhovnikov, ki so jih ustaši poklali, ni šel Pahor tja, da bi se poklonil slovenskim žrtvam v Jasenovcu. Ne. Oba dva, in duhovnik in Pahor, sta pa tekla v Maribor, kjer bo postalo romarsko središče za potomce ustaških klavcev. Pa kaj se mi gremo? Lepo se reče, gospodje Hrvatje, to so vaši ljudje, mi vam jih bomo lepo izkopali, vam bomo jih pietetno pripeljali do meje, vi jih boste prijeli in jih tam položite, kamor mislite, v zemljo. A ni zanimivo, da ni bil niti en predstavnik hrvaške vlade pri Barbarinem rovu ali pa v Mariboru? A ni zanimivo? Najvišji predstavnik slovenskih oblasti so se pa tam flodrali okoli. A da bi pa šel v Gradec, pa da bi rekel, dajmo žrtve pohorskega bataljona pripeljati v Slovenijo, v rodno Grudo, to ga pa ne briga. Pa to tudi naše vlade ne briga. Kje smo pol? Ampak Zmago, kaj potem narediti, da slovenskega volivca lahko obrneš? A je to sploh možno? Ne vem. To je verjetno ena od najtežjih nalog, kar jih lahko politik ima. Kajti, če imaš zaprte medije, jaz se ti zahvaljujem za tole, ker je to je ena od redkih zadev, da lahko nekaj povem odkrito. Če imaš zaprte medije, če imajo mediji prepoved, da mene objavijo kjerkoli, in potem ti še lažejo, tako kot na nacionalki Veselič, ki mi je lagal, kako jutr, pa pojutrišnjem, pa čez en teden, pa se zmišljeval vse mogoče zadeve, zato ker rekel bi, Zmago, ne smem te dati na televizijo, pa bi bila stvar rešena, pa bi razumel. Ne, se grejo take pritlihne, lažejo, pa joj, pa tako, pa ko te vidijo, živijo, ko se pa stalno brneš, pa veš tisne, odganjajo hudiča. Ampak glej, kako boš pol recimo zdaj kandidiral za predsednika države, če te mediji blokirajo, ne? Do ljudi je težko prideti, ne, brez medijev. Ja, sej to je hecno, to je hecno. Od vrat do vrat. Ampak, ja, poskušal bom od vrat do vrat, kakorkoli že, na vse mogoče načine, preko teh novih elektronskih medijev in podobnega. Ampak, zdaj hudič je to, ker recimo vzanj sem videl, Pahor je imel vzanč v eni reviji tisti, eni jim pravijo rumeni tisk, jaz ne pravim rumeni tisk, pri nas je več ali manj vse rumeni tisk. Noter, ki ne 4 ali 6 strani, kako je lep, kako je pameten, kako je najlepši, kako je tako lep, da bi Julia Roberts morala pasti pod njem. Tako zelo, skratka, kako se naj človek bori proti temu, ker jaz lep, jaz sem lahko šarmanten, lahko sem pameten, lep pa nisem, on je pa lahko lep, kaj drugega je pa vprašljivo. Ne, ampak glej, a misliš, da ljudje to verjamejo? Da če medij napiše, da je nekdo lep, potem ljudje to verjamejo, da je lep? Ja, sej so to tako, kot so govorili za ženo od Obame, da je najlepša Američanka. Tisk, ki je videl, se je malo zamislil nad vsem skupaj, nad okusom Američanov in nad vsem skupaj. Mediji delajo in ustvarjajo in potem ljudem pride to v podzavest in enostavno, ko pride do neke pozicije, ta je pa unta lep. A bo zdaj Amerika imela lepo damo prvo? Zdaj pa bo imela Slovenka, ta prava Slovenka, lepa. In vse ženske okoli Trumpa so lepe. On nima pokvečenih krulj, zavalenih, nagravžnih, ampak lepe in še pametne zraven. In kaj to pomeni za Slovenijo? Da še tebe vprašam, sem že mnoge vprašal. Za Slovenijo pomeni to eno veliko čast, ki je pa ne znamo izkoristiti. Če bi bila Hrvatica
bi po Ljubljani derjali Hrvati z njeno sliko. Povsod naokrog. Mi smo pa kmečka nevesta. Zardimo, sram nas je, pogledamo v tla, pa čakamo, da mine vse skupaj. Zdaj, od tega kakšnih posebnih koristih ne bo. Zakaj ne? Lahko bi bile. Ampak pri naši vladi, pri naših medijih, ki so pljuvali Trumpa ves čas, še pol, ki je bilo že konc, so še cvelili, kako je slab, pri takih ljudeh ne moreš potem računati, da te bojo podprli, če si ga prej pljuval. Kar se našega gospodarstva tiče, mi imamo genialne posameznike, ki odhajajo v tujino in delajo tam fantastične kšefte. Teli naši gospodarstveniki, koliko tovarn so zgradili na novo? Ne? No, tako. Koliko so jih pa uničili? Praktično vse. Praktično vse. In kako bojo taki gospodarstveniki z enim človekom, ki je kšeftar, ki obvlada kšeft, kako bojo z njim delali? Se ne morajo, se ne znajo. In ti ne moreš za posel poklicati enega brezveznika. In naša diplomacija je v 90% popolnoma brezvezna. Ne vejo nič, ne znajo nič, bluzijo in edin največji dosežek je to, da se Pahor zvira po enih štengah tamle gor v Kairu in jamra, kako mu je dolg cajt. Na državniškem obisku. Ko grejo Nemci tja, pridejo nazaj z celim pokom podpisanih gospodarskih pogodb. Naš se pa lovi tam, a bo padel dol ali ne bo padel dol. Zmago, hvala, ker si prišel na kavo. Z veseljem. Čim prej najavi predsedniško kandidaturo. Srečno. Hvala.